svoje iglice proti soncu, noklo nagar, prepojen roso, zaspano špira svoj škrlatni cel. Po šipi drobne kapljice rose poziv na polico. V oči se vliva splašena svetloba, vse okrog sta še vedno spokoj in tišina. V očeh portreta na steni je prav tako še vedno mrak, le peterni na ograji se že šopiri s kikirikami. Najbolj še top 4 zjutraj, ne? Preveč elektrike porabite, ne? Pesem. V usta naplavljene misli se kopajo v svini, gole in brez sramu zvenijo kot melodija razglašene kitare. Plešajo na plesišču zmečkanega papirja, vse zasaljene in modre. So kot petepuški pes, ki liže golo kost, zalitev krvav papir. Nimajo bistva, njih ni pomena. So zgolj besede vsakega studenca modrosti in zvenijo kot čepasti soneti, ki jih razumejo le višavni bolniki. Zdaj vam razpravite, kaj ste se mislili? Glede, te pesme, ki so bile prebrane, obnavljamo streho, je lahko rekel, ni hudo, če človek prizna napake svoje. Jaz sem čas začel zapadati v družbo, tako negativno družbo, začel sem tudi malo tukaj. Seveda doma sem rekel, potem prepiri normalno. In ko sem enkrat prišel do te zaključke, kot to dokamane vode, sem rekel sam sebe, zdaj pa nekaj. In začel sem doma ta odnos preminjati, pet do družine, presega do družine. Takrat sem rekel, gradimo novo streho. Se pravi, v bodoče želim, ko začnemo živeti novo življenje. V novi hiši, pod novo streho. In je prišla ideja, da sem tako napisal. Tistega, ki si ga poznal, ni več. Spet, kot se jaz nekaj, hodite, tudi alkohol uživate, no so vas začeli kolege, da to ne marjate, počeš kakao, pa napijete, kaj ne. Pa rekel, ni me več, tistega, ki si ga poznal, ko je hodil tudi v gostilne, ni več. Jaz sem zdaj neko novo osebo, novo človek, hoče živeti neko novo življenje, tu imam vnukico, tam imam svojo družino, hočem s temi živeti in spet je nastala pesem. Pravi vedno, z nekim namenom, vse te pesmi, ki so tukaj note, so nekaj moje izpove, upravičilo do družine, a tudi do tiste, do katere sem včasih bil tudi malo bolj tak. Ne grde, ampak malo tako ustojan s tak odnosom. Predvsem večina teh pesmi tu notre govori o teh mojih čustvih, ki se je doživilo notre, v duši in kako sem potem, ko sem bil sam trpel, psihično trpel in sem enkrat rekel, da pa konec, da pa moč hvala Bogu, da si vtekli tega in zdaj bom začel pisati ljubezenski pesmi. Se pravi, žena vam je stala v strani? Tako. Ena plošna žena. Ženske so pogosto tiste, ki moški stojijo v strani in žal pa je statistika drugačna, da moški pobegnejo, ko pa se ženske znajdejo v tisti situaciji. Moški ne stoji ženskom po strani. Tako da boste vedeli, ženske pa vztrajajo. In potem ene dobijo novo hišo, ene pa žal tudi ne čakajo nikoli novo hišo. Postanejo presne in trine. Zdaj pa se vrneva k vaši pesniški zbirki, od vas prosila, gospod Štefan, da vi preberete pesmi, ki bi jih radi znali dobili, pa ne samo da te zadnje skupinice, vi kaj se kako še poiščete? Ne bom kak to nazadnje prebrali. Ker sem s tem spet kratko nekaj bistveno povedal. In sicer takole, spim, kot da gledam, hodem, kot da se iščem, odhajam, kot da sem pravkar prišel. Lenost me nosi, želja me spreminja. Vse, kar je znotraj mene, je meni kot jaz. In znotraj tega jaza sladko spim in počivam sam.
Pesem je bilo težko razumljivo, ampak zato prav s temi verzi se hotel izraziti vse tisto, kar čutim, kar sem čutil. Zato pravim, spim, kot da gledam. Rekel, spim, se vidi. Kot mrežim, se vidi. Hodim, kot da se iščem. Se pravi, predolgo, zelo dolgo sem se iskal in sem se našel. Odhajal. Počasi, leta, 70 let, počasi odhajal. Kot da sem prišel, ker je tak kratki čas, tako hitro je to minilo, kot da sem včeraj se rodil, kot da sem šele prišel in že prihaja čas, ko moraš misliti na to, ko odhajaš. Lenost me nosi, to sem včasih videl, včasih sem malo len, tudi lahko ležim. Tako mimo glede. Če se ob 4 ostanem, morate bolj malo porednovati. Ja, želja me spreminja. Vedno imam neko željo po nekem napredku, še vedno iščem nekaj novega, hočem ustvariti še nekaj več narediti. Sploh, ko gledam to moj naraščaj, moje vnukice, potem sploh pride do tega, ko bi se želel še bolj spremeniti, ko bi bili ponosni lahko na mene. Vse, kar je znotraj mene, je v meni kot jaz. Se pravi duša, ki nekako poskuša ne sebe opredeliti, ampak sebi notri potegniti tisto, kar ima. In znotraj tega jaza sladko spim, se pravi v blizu, ki jo imam, spim in počivam sam. Tako ljudi moje delo. Ja, mislim, čujem, da ta telefon, jaz sem mislila, da sem ga izključila, pa nisem. Pardon. Ja, gledajte, en zanimiv vers je, ki moram ga sprašati. Hodim, ko da se iščem. Ali se še zmeraj iščete? Ja, še. Kljub temu, ko pravim, so leta tu, še vedno nisem dokončno spoznal, kdo sem, kaj sem se sposoben, kaj še moram narediti in kakšni so sploh moji cilji še naprej. Edino to, kar vem, kako nekoč mogel končati s svojim delom, ampak ne še zdaj, še nekaj časa bom delal. Iščem se, še vedno se iščem. Včasih sem čudaški, torej znam tudi to, zaprem se vase, ne vidim ne levo, ne desno, ne naprej, ne nazaj, zamišljam, ne poslušam, in potem pa imam včasih žena, kakšne stvari sprašuje, pa sploh ne slišim. Torej, eno je to koncentracija, drugo je tiste, ko se jaz zaprem svojo školko, ko se znotraj te školke, ustvarjam neki biser, takrat me je težko premakniti in vedno se iščem. In jaz pravim tak, človek, ki se išče v življenju, bo dolgo živel, pa dolgo stvari. Tisti, ki se hitro najde, pa več ne ve, kaj je. Pesnik, v mraku jutra znov podropije, bičanje besed in hoče postati pesnik. Prozet in ošaben si je zamrežil zaprl oči in usta, skrajšal tipalke in se v želji, da bi se dosegel vrh, pahnil samo. Z osiljenimi besedami trpinči poezijo jo muči kot izdajalko, jo učita ga učevalka estetike in dobrih verzov. Silijo ga peči, zahteva od njej priznanje, da je prav on najboljši. Uboga poezija trpi, skrivnostno moči, čeprav nikalna na pogled, misli samo še na to, kako bi mu povednila, da ne izgubi ugleda. Ja, se pravi, ta pesem mene spominja pravzaprav na našega velikega preminulega lansko leto, Šala Mumu, ne? On je tako trpinčil poezijo, da na koncu res moral rekel, da sem jaz njemu postavljal vprašanje, jaz pa pravzaprav ne razumem vseh več njegovih verzov, ki jih piše, pa je rekel, da on tudi ne, da hodi psihoanalitiko sproti, da bo verze razlagala, ne. No, in da te se mene spominja na to mučenje poezije. Kaj pa vi mislite o pesniki? Ja, jaz sem tako to, spet ena taka zamisel bila, ne pesniške zbirke, dosti sem prebral. Potem
sodeloval sem pri raznih natečaje in ko sem poslušal te pesnike, pod narekovajem, recimo, poslušaš tiste pesme, ki nima ne začetka, ne jadra, ne konca, ne zaključka. In takrat mi je prišel to misel, kako lahko pesem trpi, oziroma tudi tisti, ki jo poslušajo. In mimo grede je prišel to. Jaz sem imel za pesnika Trajan Grad Hiša in ideje so tiste, ki jih nosi. Kako se nimate za pesnika? Zdaj izdate peto pesniško zbirko. Jaz, ki se imam za pesnico, sem izdala komaj 3, vi pa že 5. To je že malo ste pesnika. Ne, jedno pesnikom mu izdal 10. 10, ti za magična. Ti pa Felix hitro morda tega samo, če bodo biti urejati. Glejte, zdaj bom pa povedal tak, čisto odkrito, tako kot sam čutim. Ali če kamorkoli prideš, mi, kot se ločimo, vi ljubiteljski, mi akademski. Tu ta razkorak ne mode in nikoli se ne upa reči, jaz sem pesnik. Ker pesniki so tisti, ki se recimo profesionalno s tem tudi ukvarjajo, ki od tega živijo, ki pač ustvarjajo, kako se ustvarjajo. Jaz pa, ko imam čas, naredim, če naredim, če ne, od tega, da živim, tudi mene nič predstavlja finančno, torej čisto ljubiteljsko, zato se vedno malo tak distanciram do tistih, ki so pa res profesionalni. In zato, če jaz vedno pravi, nisem pesnik, pišem. No, čeprav če bi se zdaj vrnila, pa ne bomo diskutirala te, ker ni ne potrebe, pa ne smisla, pa ni pravi kaj, da najbolj lepe in najbolj znane ljudem pa so vedno preprosti pesmi, se pravi, tiste za pravo formo, se pravi, priljubljen je naš Ferjo Lajček, recimo Ferjo Lajček je napisal knjigo, ki se podaja kot Bubanjera, se pravi, je najbolj prodajana knjiga, prodalo je v 60 000 izvodov, vete kaj to 60 000 v našem težišču, ko se povprečna pesniška zbirka tiska v 200 izvodov. Se pravi, da te knjige žepnice so pa res pesmi kratke, lepe, se rimajo. Tako da ni vse v tem kompliciranosti. Tudi ne. In tudi, če se spomnim, kaj je desovnika, vsi smo znali, da so pesem, nekoga moraš imeti rad, ne bo trava, drevo ali sonce. Se pravi, gre za preproste pesmi. Pa če se spomnimo, ko so dela noč trudna drži, nezbudna drži, na mestnem trgu ljubna srednjava, na mestnem trgu ljubna srednjava. To so same preproste pesmi, same preprosti verzi, ki jih mi znamo in obvladamo. Pa tudi pišemo konec koncev za ljudi, ne zato, da bomo na koncu šli nekomu, da nam odloži, kaj smo napisali. Jaz vas prosim, da nam preberete še kaj o otrošku.